32-letna Melanie Kapitan iz Drežniških Raven pri Kobaridu je nasmejana mama 3 otrok, ljubeča žena in predana profesionalna fotografinja. Že od rojstva je gluha, vendar je to ni nikoli ustavilo pri uresničevanju njenih sanj. Da sem oglušela, so ugotovili moja starša, ko sem bila stara 2 leti. Od takrat sem začela nositi slušne aparate. Vzrok moje gluhoti še do danes ni znan. Imam pa 99,8% izgubo sluha. Jaz sem hodila redno, normalno šolo, osnovno, srednjo in fakulteto. V šoli je potekalo normalno, pa tudi sem imela prilagojeno. Recimo surdopedagogi, sem imela dodatne ure plus individualne ure slovenščine in angleščine. Ja. In vse to sem zaključila, se tudi potem diplomirala s fotografijo in pa tudi sem zaključila še glasbeno šolo s prašno flavto. V času šolanja mi je bilo tudi malo težko, ker sem se počutila drugače in tudi izolirano. Zato, ker sem bila edina učenka gluha v šoli in imela sem pa eno najboljšo prijateljico, ki je sprejela mojo drugačnost. Melanie pravi, da se s fotografijo sporazumeva in izraža. Gluhota zanjo ni ovira, ampak prednost, ker zaradi bolj izostrene pozornosti opazi drobne podrobnosti, zaradi česar so njene fotografije še bolj dodelane. Njena ustvarjalnost se kaže v preprostem, naravnem in pristnem slogu, ki sledi načelom minimalizma. To je ena taka drugačna umetnina, ne. Potem sem drugače videla, da fotografijo odraža pogledom in ne z besedami, a ne. Je tudi kot fotografija, je tudi kot moj način komunikacije. Rada fotografiram izključno vse. To je novorojenček, nosečnica, družina, pa tudi otroci, pa poroke in tudi kake dogodki. Izključno vse. In najrajši imam pa novorojenčke. Ja. Ko sem diplomirala fotografijo, sem še 7 mesecev zaposlila v eni tovarni, ker sem čakala na papirje za odpreti espe. In ja, ideja o mojem odprtju espeja se mi je rodila že v času šole, srednje šole, ne. Ko sem odprla študijo, sem takrat bila noseča s hčerko in sva hkrati z mojim možem skupaj gradila hišo in je bilo takrat najbolj intenzivno, ne.
Melanie je samostojna podjetnica že 7. leto. Pri sodelovanju med gluhimi in slišečimi je ključno jasno sporazumevanje. Zato se s strankami večinoma sporazumeva v pisni obliki, preko družbenih omrežij, elektronske pošte in besedilnih sporočil. Kar se tiče komunikacije s strankami, vedno, ko pridejo do kontakta z mano, je najboljše pisati sporočilo in včasih me tudi kličejo preko telefona, ampak zavrnem in najboljše, da napišem sporočilo, če lahko napišejo zaradi lažje komunikacije. Ko pridejo sem na obisk k meni v studio, jih sproščeno povabim sem, rečem, da sem gluha in da normalno se potem komuniciramo, a ne. Ja. Tukaj med fotografiranjem vedno poteka sproščeno, mirno in tako. Moje stranke se ločajo na podlagi mojega dobrega odnosa in tudi, da jim je všeč tudi moj stil. In sedaj sem najbolj prepoznana po goriški regiji in imam tudi 200 stranke in se radi vračajo. Melanie zlahka usklajuje vloge podjetnice, žene in mame, saj verjame, da se z voljo in vztrajnostjo da vse. Moža sem spoznala eno izmed zabav. Ja, in se dobro razumeva, ampak na začetku je bilo malo neprijetno, ker sem mu povedala, da sem gluha. In potem se je on odločil, da bo to sprejel mene, takšno kot sem. In sva skupaj gradila hišo, družino sva ustvarila in pa poročena sva že 6 let in pol. Družinsko življenje in podjetništvo se sproti usklajujeva. Jaz ponavadi fotografiram izključno med vikendom, sobota in nedelja, in on je pa med tednom. In ja, in potem med tednom, ko so otroci v vrtcu, imam pa takrat čas za obdelati računalnikom. Vloga mame in podjetnice je včasih res naporna, ampak se da. Vse se da, ne. Če imaš veselje, voljo, potem gre. Jaz bi mladim gluhim sporočila, da naj verjamejo vase in da ne smejo obupati in da če želijo vztrajati oziroma če imajo vztrajno, močno voljo, potem gre. Na začetku je vedno težko, a ne, ampak potem gre počasi, korak za korakom. Melanie
Ani želimo vse najboljše na nadaljni poti, tako v podjetniškem kot v zasebnem življenju. Naj jo uspeh in sreča vedno spremljata.